A ja, pa se res pa še tole, ne? Skrb za konkurenčno podjetno okolje. Veliko na levo in en mali listek morda na desno. Odlično. Dobrodošli v tedenskem safariju, podcastu za leve in desne, pa tudi, saj veste, za leve in besne. Ta teden nas še posebej podrobno spremljajo stari, novi politiki okoli Vladimirja Prebiliča, pa Jani Prednik, ki ima nekoliko več časa te dni, in ekipa NIJZ, ki zaskrbljeno pregleduje zaloge inzulina. Ob vseh bombonjerah, ki jih te dni nad Slovenijo stresa Golobova vlada, se utegne povečati število primerov sladkorne bolezni. Prisrčni pozdravi pa tudi najnemu rednemu gledalcu Andreju Ribiču, ki je ta teden ob Robertu Golobu postal že drugi alternativni vladni božiček, ta teden pa se mu pridružuje še ekipa ostalih direktorjev elektroenergetskih podjetij. Zakaj izvejo, če vztrajajo do konca Tako je. oddaje, ne? Sicer pa smo dolžni še pozdravljenemu prav posebnemu oboževalcu. Res je, Peter, to je tako imenovani Igi Knafelc, če je to res pravo ime in resnični profil. To je zvest komentator najnih objav na omrežju Facebook, ki s temi rednimi komentarji skrbi, da Facebook algoritem naše videe in objave pošlje še višje. Tako Številke so izjemne, tako da Igi Knafelc, najlepša hvala in se priporočamo tudi vnaprej. Tudi vnaprej, ne, pa pogleva morda zdaj kar direktno. Ustanovitev stranke Vladimirja Prebiliča napovedovala se je dolgo časa in v sredo smo končno dočakali ta prvi kongres stranke v Kočevju. Ne? Greva k osnovam. Najprej to ime, o katerem sva že nekaj rekla, da gre morda malo težje v uho, kot bi šlo naprimer preporod, a ne, zdaj prerod. Ne? Bilo mi je zabavno spremljati v zadnjih dneh, kako natančno, ne, koliko odtenkov tega preroda in verzij, kaj to pomeni, se je pojavilo v slovenskih medijih. Da naštejem: nova pot, svež začetek, novo življenje, nova vizija, sprememba na bolje, jaz pa sam dodajam še eno, in to je kot Prebilič, ne? Prerod. Ja, v duhu liste, ne, s katero je dosegel zadnjo politično funkcijo, govorim funkcijo evropskega poslanca, pa bi nekako kongres stranke Prerod lahko ocenil ravno v tem duhu reciklaže. Ne? In sicer gre za reciklažo serije pozabljenih, odsluženih, vrženih čez ramo politikov, ne? In še več, ne, celo simbol stranke je recikliran. Na zadnje lipov list smo v slovenski politiki spremljali v logotipih skoraj vseh strank tam nekje v 90-ih in zgodnjih 2000-ih. Kakšna smola za Vladimirja Prebiliča, da se mož, ki ima v lasti vplivne medije, ukvarja z reciklažo, Martin Odlazek pa ima nekega drugega političnega izbranca. Kakšna svoja, ne? Lahko bi rekel, da je še celo ime reciklirano iz besednjaka 19. stoletja. Ne? In da ne bom samo kritičen, ne? Je recimo, ne, v teh ekoloških načelih, ne, pravzaprav pred reciklažo, ne, sta še dve: reduce pa reuse. Ne? Torej, zmanjšaj pa ponovno uporabi. Ne? Zdaj ponovno uporabi, mislim, da je, ne, zmanjšaj, pa ne vem, če smo to pri Vladu ravno videli. Ne? O logotipu še nisva nič rekla, to sta dva lipova lista, ki, kot pravi ustanovitelj in predsednik stranke, ne, ponazarjata obdobje osamosvajanja leta 90-91. Še to bi dodal, preden greva pogledati tudi kakšen posnetek. Vsebinsko sem nekako dojel ta kongres, je torej stranka, vsaj naj bi bila, ne, paket 4+1, kaj mislim s tem? Našteli so 4 glavne točke, 5. je bila pa malo pa še tole. Ne? Torej prve 4: varnost brez divjega nakupovanja orožja, stabilnost javnih sistemov po točko 2, predvsem zdravstvo, šolstvo, 3, vračanje, ta je pomembna in ne prvič videna, vračanje spodobnosti v slovensko politiko. Tu se bosta prijela z Robertom Golobom na polno do marca naslednje leto. In 4, sodelovanje z opozicijo pri iskanju optimalnih rešitev na za državo ključnih področjih, pravi Vladimir Prebilič na podvprašanje, če Janše ne vabim v koalicijo, še ne pomeni, da ne spoštujem njegovega mnenja. No in tista +1, ki je, a ja, pa se res pa še tole, ne, skrb za konkurenčno podjetno okolje. Ne. Ja, kot bi pisal program za
kontrirati Robertu Golobu po svoje, ravno dreza, ravno ta področja. Nazadnje tudi nastop Mira Cerarja na samem kongresu je tudi nakazal malo tega, ampak če se vrnem nazaj k njegovi listi, ko sva se pogovarjala pred oddajo, si nekako ocenil to stranko, da bo morda Vladimir Prebilič tisti, ki bo izpolnil Golobovo napoved, da bodo šli malo levo in malo desno. Zdaj, če pogledam logotip, se zdi točno to, kar dejansko mislim, da je. Veliko na levo in en mali listek morda na desno. Odlično. Zelo izviren komentar. Rekel bi, na čem temelji ta moja ocena malo levo-desno. Sej drugače imaš kvantitativno povsem prav, cel kup imen povezanih z nekdanjo LDS, Dušan Vučko, tudi Brane Golubović, ki je sicer potem tudi ex-LMŠ, Tone Rop, za katerega še ne želijo čisto povedati, kako točno se bo pojavljal ob njihovem imenu, ali pa se tudi ne bo. Potem imaš poslance Sebova, pripravljava special epizodo za naročnike in podpornike, ki bo posebej obdelala prav to kongresno vrenje preroda, ampak na desni strani, v narekovajih, ni bil nikoli član, kolikor vem, nobene stranke, pa zdravstveni minister zadnje Janševe vlade Poklukar in zelo pogojno, ker tudi on je bil v bistvu LDS, pa je lokalno sodeloval z nacionalno stranko, nekdani župan Ptuja Štefan Čelan. Zato pravim, velik list na levo in čisto majčken na desno. Zdaj, da ne bomo samo kritični, se mi zdi pošteno, da vendarle sicer nekoliko prežvečeno držo neizključevanja ali pa povezovanja, vendarle v zadnjem času v slovenski politiki zelo močno pogrešamo in v tem kontekstu bi pa pohvalil ravno to, da je Vladimir Prebilič pravzaprav jasno napovedal tudi aktivnejše sodelovanje z opozicijo, pravzaprav nekaj, kar smo v tej vladi že pozabili, da sploh obstaja. To je res in tudi stvari, ki čeprav smo jih že slišali z Mirom Cerarjem, recimo v kampanji 2014 zelo intenzivno, te stvari, kot so mirnost, spodobnost, neka normalnost v smislu zmernosti dialoga, so neke stvari, za katere tudi jaz osebno mislim, da so prepotrebne v letu 2025 v slovenskem političnem prostoru. Marsikakšna misel, ki je bila izrečena, Tone Rop mislim, da je rekel, da se v imenu zmage na volitvah zapravlja boljša prihodnost, podpišem. Tako da sporočila so prava, bistvo je pa v tistem, o čemer sva tudi že nekaj načela, to je ekipa. Ampak poglej, kaj je Vladimir Prebilič povedal. Ključno sporočilo tega tedna, pa niti ni bilo v bistvu, poglejte, tole je moja ekipa, niti ni bilo, poglejte, to so moje 4+1 programske točke, ampak vendarle ta teden nam je Vladimir Prebilič v bistvu želel povedati nekaj o Robertu Golobu. Se boste vi pogovarjali z Golobom po volitvah, če bo protikorupcijska komisija pri njemu zadevi Bobnar ali Karigador ugotovila kršitev integritete? No, jaz mislim, da je dolžnost v politiki vedno se pogovarjati, ampak ukolikor se zgodi to, kar ste sami zdaj povedali, potem samo ocenjujem, da je to tako imenovana rdeča črta. Če bo protikorupcijska komisija ugotovila, da je predsednik vlade in Gibanja Svoboda kršil integriteto, ali boste potem pogledali v stran in rekli, glejte, samo zato, da imamo levo-sredinsko koalicijo, lahko sodelujemo z Gibanjem Svoboda, ki ga vodi Robert Golob. Verjamem, da Gibanje Svoboda razume, kako pomembno je, da se spoštuje pravni red, pravne okvirje in institucije v naši državi in da bodo tudi sami razumeli, da lahko mogoče kdo drug to stranko popelje bodisi v vlado ali na volitve. In gledanje stran nikakor ni rešitev tega, saj če bi gledali stran, potem preprosto podremo vse, kar nas povezuje, to pa je vladavina prava. No, Vladimir Prebilič v Gibanju Svoboda definitivno ne bodo razumeli, da bi bilo mnenje KPK razlog, da jih na volitve popelje kdo drug. Moram reči, da mu glede tega, za zdaj nimam razlogov, da mu glede KPK-ja kot rdeče črte oziroma izključitvenega kriterija rdečega kartona za Goloba verjamem. Golob ga je izval, da se mu je morda pri tem zareklo, no ravno zato, Prebilič to že drugič še bolj odločno ponavlja, da je pripravljen tudi usodo bloka postaviti na kocko v imenu pač nekih vrednot. Golob pa ta teden, kot sem videl ob robu kongresa, ignorantno
ignorantski, razen ustanovitelja ne pozna nikogar, se bo pa s Prebiličem pogovarjal, pazi, po volitvah, če pride v parlament. Mislim, da Golob ne bi poznal Braneta Goluboviča, s katerim si je delil stranko dolga leta, močno dvomim. Pa še ena zanimivost, nima, zdaj tako, 3 stranke so, seznam se daljša, to moram reči. Seznam teh na črni listi Vladimirja Prebiliča je vedno daljši. Najprej je bil res samo SDS, potem so se zakuhale zdaj po poletnih počitnicah težave s KPK in Golobom, je tudi Gibanje Svoboda z Robertom Golobom. In tretje, 2 zadržka, ki pa pravi, da še nista nepremostljiva pri sodelovanju z Levico, Aste Vrečko in Luka Meseca, ko gre za nasprotovanje dviganju obrambnih izdatkov, so po njegovem izdali svoj program, kar nimam kaj dodati, so ga, in neki čudni, pravi škodljivi ukrepi na področju gospodarstva, kar se tudi velja strinjati in takoj, še ni bilo konec tega kongresa, je že vmes dobil na družbenih omrežjih Kajlo, ogorčeno Kajlo, Aste Vrečko, češ nov v vrsti politikov, ki opozarja na našo domnevno skrajnost, je napisala. Ja, domnevno, Mislim, zdaj se to v resnici pravzaprav verjetno Vladimirju Prebiliču celo koristi, Bi pa dodal še to, da je Golobu spustil eno še tako simpatično bombico, ko je rekel, ker dobro posnemte to, ko so ga vprašali, če bi odstopil v primeru odločbe KPK-ja o kršenju integritete in je rekel, da seveda kar dobro to posnemte, ker jaz se tega za razliko od koga drugega namreč mislim tudi držati. Ja, dobro smo posneli, vse podrobnosti, ki jih še imamo narezane iz zakulisja tega kongresa, pa Safari Special. Bodi na tej točki dovolj v posebni epizodi, na katero bodo mogli gledalci počakati do jutri. Tako, pa do sobote zjutraj. Razkrivamo še precej podrobnosti o ekipi Vladimirja Prebiliča, kdo vse skupaj z njim ustanavlja stranko, koga vse smo bili na kongresu. In koga raje ne bi. In tako dalje. Zdaj, če je Vladimir Prebilič vzhajajoča zvezda slovenske politike, potem morda pojdimo naprej na eno, ki pa je padla z neba ta teden. To je bil komet v bistvu v podobi Janija Prednika. Ja, šalo na stran, ker so zadeve preresne. Glede na težo obtožb, pa da res na hitro, se pravi fizično, psihično nasilje nad nekdanjo partnerko 5-6 let nazaj, citati, kot so tisto, ki je bilo letos januarja. Tako, grožnje z zakolom, citati, kot so ne boš preživela današnje noči, tvoj umor sem že naročil, pazi, ko voziš, v katero drevo boš zletela, ko te bomo izrivali iz ceste. Če seveda večina tega, kar je v kazenski ovadbi približno mesec dni na tožilstvu v Slovenj Gradcu drži, potem se ne strinjam z nekaterimi komentarji, ki sem jih te dni poslušal, češ, da je ta hiter odstop, ne vem kako pogumno in etično dejanje, šlo je preprosto za edino možno potezo v danih razmerah. No, poglejva, kako je to komentiral njegov strankarski šef, Matjaž Han. Mislim, da je to bila edina normalna odločitev in postavlja nek standard v politiki. Zdaj upam in verjamem, da bo pravna država predvsem na hiter, na miren in dostojanstven način sprejela odločitve, ki misli, da so prave. Socialni demokrati ne bomo več komentirali te zgodbe, zato da bo postopek potekal kar se da normalno. In še enkrat, Janju, hvala lepa za vse to. Ja, zdaj normalno, standard, normalno, da vsekakor, pravzaprav če bi kolikor dlje bi ustrajal, toliko globlja bi bila luknja, v katero bi se zakopal, namreč toliko dlje časa bi se v javnosti govorilo o teh njegovih problemih in na konec koncev tega ne bi mogel preživeti v nobenem primeru. Tako da je hiter odstop pomenil skrajšanje muk, prihranil stranki verjetno kakšen odstotek podpore in nazadnje tudi sebi del dostojanstva. No, to vsekakor zdaj, da je pa to standard, se pa strinjam s tabo, da ni imel druge izbire, da bi pa si želeli, da bi standard to bil tudi pri drugih stvareh oziroma pri ostalem, ko gre za podobno ali pa tudi, bom rekel, ne nujno zdaj nasilje nad ženskami, ali pa nasilje na splošno, ampak tudi korupcija in kršenje integritete.
Ne, tam pa niso pravzaprav ti standardi tako visoki, še posebej bi se tudi vprašal, ne, kaj so pravzaprav socialni demokrati delali od takrat, ko je prvič informacija prišla v javnost. Ne, zdaj, jaz priznam, da sem sicer takrat to zgrešil, no, da te objave nisem videl, ampak sem prepričan, da je socialni demokrati kolektivno niso zgrešili, ne, se pravi, kaj so z Janijem Prednikom počeli od takrat, ko je prvič prišla ta informacija v javnost in recimo si predstavljam, da bi ga kdo vprašal, ne, kaj to pomeni, kaj je v resnici na tem in v resnici bi bil za njih resen standard, če bi že pred tem, ko je zadeva izbruhnila v javnosti v tolikšni meri, kot je, ne, pač potegnili recimo te konsekvence. Jaz verjamem, da prej niso mogli vedeti tega, ne, ampak kako pa so vedeli, pa... Čakali so, po mojem, na spillover efekt, ne? Se pravi, da se stvar prelije iz alternativnih v te dominantne mainstream medije, tako da v bistvu zdaj ali so čakali socialni demokrati ali so čakali mainstream mediji, je zanimivo vprašanje pri tehtanju, kaj naj s tem naredijo. Jaz moram reči, glede stranke SD, hitro so zaprli zgodbo, se strinjam s tabo, mesec dni nazaj kazenska ovadba, v začetku tega tedna odstop. Če gledam čisto iz strani stranke, bliskovito tudi izbris iz spletne strani, pa je bil podpredsednik SD-ja. Zdaj, moram reči, da glede na ta hiter odziv in glede na naravo te afere v narekovajih, ne, ker ni politična afera, ampak bolj imenujem to intimni zasebni škandal, ne, se jaz moram reči čudim vprašanju, po drugi strani glede na medijske vplive, pa tudi ne toliko, ki sem ga poslušal te dni, skoraj proti sredini tedna, kakšen vpliv bo to imelo na rating stranke. Ja, po mojem nobenega. Prvič, zelo hiter odziv in drugič, kot pravim, gre za težave osebne narave, ki z delovanjem te stranke nimajo neposredne zveze. Ne? Ja, dodal bi celo to, da recimo Prednik je bil pravzaprav med spretnejšimi sicer politiki. Mislim, zdaj pustimo, zakaj je šel, ampak ne glede na to, ne, mi se mi zdi skoraj žal, ne, pravzaprav izgube takega političnega talenta iz politične arene. Je pa res, da seveda pač v takih razmerah težko. Ne. Si pa mislim, da nekdo, ki računa, da mu bo poroka ob morju dvignila rating navzgor, tudi računa, da bo tak dogodek zbil, pač privatni dogodek zbil ratinge socialnim demokratom navzdol. Ne? Zdaj, še enkrat bom izrecno povedal, to je moj disclaimer, ker si mislim, da bo marsikdo želel manipulirati z izrečenim v nadaljevanju. Ravnanje Janija Prednika, torej ukolikor večina teh očitkov ali pa samo nekateri držijo, je povsem nedopustno. Tak človek trenutno nima mesta v slovenski politiki zagotovo in če bo sodišče prikimalo tem dokazom, potem tudi trajno nima mesta v slovenski politiki. Ne? Moram pa reči, da je drugi vidik te zgodbe tudi zanimiv. Ne? In še enkrat, ne želim razvrednotiti teže očitkov, zdi se mi samo neverjetno, kako nobena zgodba povezana z nekim nosilcem vplivne javne funkcije ali pa moči znotraj vladne stranke ne mine brez določenih političnih konotacij v ozadju. In tu je nekaj zanimivih kart, ki se zložijo. Ne? Odvetnik, ki nastopa v imenu obeh partnerk, ne? Je Radovan Cerjak, ki je kakšno leto in pol, 2, morda celo malo več, član stranke SDS. Prestopil je pred kar dolgimi leti skupaj nekako z Alešem Hojsom iz stranke NSI. Ta partnerka, ki je imela podobne izkušnje z Janijem Prednikom nedavno, ne ta izpred 6 let, pa naj bi tudi bila povezana s stranko SDS. Vprašam se, ali se res pri nas, se pravi medijska mašinerija, pravosodje zgane samo takrat, ko ima nekdo nek višji motiv. Ali bi se to vendarle moralo zgoditi v vseh podobnih primerih? Ja, ne, drži. Nijem tle kaj dodati. Razen tega, no, da se mi zdi, da pa je Jani Prednik vendarle pokazal več politične spretnosti od njegove, recimo, nekdanje politične sopotnice Dominike Švarc Pipan, ne, ki je takrat svojo agonijo okoli afere Litijska vlekla v nedogled in podaljšvala, pravzaprav neizbežno. Ne. Hkrati pa lahko pripomnim, ne, da pač Dominika Švarc Pipan je na svoji funkciji imela še možnost kaj počistiti, medtem ko Jani Prednik pač tukaj nima več kaj čistiti. Še eno zanimivo vprašanje bi na temo Prednik odprl. Postavil ga je Uroš Slak ta teden najnemu kolegu Antiši Korljanu. Vprašal ga je, ali s tem hitrim odzivom, z odstopom,
Prednik in stranka SD ne kažejo Robertu Golobu, kako se odzove politik, ne, nosilec javne funkcije, ko dobi rdeč karton. Eden od tožilstva, sodišča, drugi od, naprimer, KPK-ja. Antiša Korljan je rekel, ne, da se mu zdi to, kar je storil oziroma se očita predniku, da je storil neizmerno težja stvar od tega, kar KPK očita Robertu Golobu. Natanko vem, seveda, kaj je mislil, ker se nas fizično nasilje za 4 stenami in nasplošno dotakne na človeški ravni bistveno bolj vsakega od nas kot neka težko otipljiva korupcija, klientelizem in podobne stvari. Ampak v principu pa gre za isto stvar, ki lahko rečemo groba zloraba surove moči, s tem, da je v prvem primeru fizična moč in v drugem primeru politična moč. Ne? Zato moram reči, da sem ob tem vprašanju, ki je bilo navrženo, takoj pomislil, kako bi bilo v enakem primeru z Robertom Golobom. In moram ti reči, ne, da sem si živo predstavljal odvetnika Zdolška, kako izbranim novinarjem razlaga, da je bil na začetku cel kup očitkov o Golobovem fizičnem in psihičnem nasilju, da se je potem izkazalo, da se tožilstvo 3 leta ukvarja z 2 klofutama, Golob potem ob robu nekega regijskega obiska bi dodal, da je vesel, ker zdaj pa je v javnosti, da je on nasilen samo občasno, in da je šlo pri vsem skupaj itak za minoren dogodek, ne, kot posledico malo bolj burnega pogovora med 2 partnerjema. Zdolšek pa bi na to sklenil misel, da če je to res nasilje, potem se moški očitno ne more več normalno pogovarjati s svojo žensko. Ja, tako nekako, recimo, si prav predstavljamo, da bi bila situacija okoli Roberta Goloba, če bi se to zgodilo njemu, in ne nazadnje, ne, bi potem tisti novinarji, ki bi ostali na tej tiskovni konferenci, potem pozabili postaviti kakršnokoli vprašanje. Še pogled v kristalno kroglo, preden greva na naslednjo temo. Seveda se odpira vprašanje, kdo bo po Janiju Predniku novi vodja poslanske skupine. Ne? Zdaj, 3 imena, recimo meni, sama po sebi, glede na neko kariero, staž, retorično spretnost, pridejo na misel od, mislim, da 7 poslancev, ne, 8 zdaj po novem. Meira Hot, ki je itak podpredsednica državnega zbora, mislim, da ravno zato, ker ima to funkcijo, verjetno ne bo prevzela še te. Tako da prav to nekako... Tako sklepam, Jonas Žnidaršič, prav tako mislim, da ni v kaliber, ki bi to zmogel. Iz nekih drugih razlogov. Zdaj, po ambiciji, ne, tudi po neki karizmi javnega nastopa in po anti-Golob sentimentu, ki bo privlačen v kampanji do marca, recimo Mojca Pašek Šetinc, opomba, zakaj ne? Premalo časa se mi zdi, da je v poslanski skupini, da bi lahko vodila in pravzaprav predstavljala stvar. Pri čemer ne, ima SD bogato zgodovino bolečin za prišleki. Ne? Skoraj vedno, ko so kadri zelo hitro napredovali od zunaj, pa niso bili prej v stranki, se je nekaj zapletlo. Ne? Ja, jaz mislim, da Mojca Šetinc Pašek tukaj pravzaprav ni v igri kot realno. In tisti, ki mu pripisujem daleč največ možnosti, zato je namenoma dramaturško na koncu, Damjan Bezjak Zrim. Opazil sem, da ga komunikacijsko stranka nekako postavlja v spredje in mislim, ne, nekako bi si upal staviti, oziroma bi najraje 5 evrov položil na to, da bo prevzel. Ja, ker mislim, da tudi konec koncev Bojana Muršič in Predrag Bakovič. Mislim, da Bakovič niti ne bo več kandidiral, tako nekako predvsej slišim. Bolj na tisti strani, ne, proti koncu kariere. Ne, in tukaj pravzaprav je, mislim, da ravno torej Bezjak Zrim, ne, tisti, ki je po svoje tudi s poroko nekako začel to medijsko-politično imperij graditi, ne, če lahko rečemo temu imperiju, no, kakorkoli. Verjetno bi tudi jaz stavil na njega, če bi mogel, oziroma ne vidim, kdo bi bil bolj, recimo, primeren od njega. Okej. Greva na točko številka 3. Če se sodni pregon Janija Prednika začenja, ne, se je eden pa končal. Se pa ena epizoda končala, in sicer okrog ljubljanskega župana po dolgih letih. Marsikdo, ne, ker midva staviva z najnim pristopom, da naj tudi kdo mlajši pogleda in se zanima za dnevno politiko, marsikdo se sploh od njih ne spomni več KPK-ja pod vodstvom Gorana Klemenčiča. Ne. Zato za osvežitev. Janković se je pritožil, ne, potem, ko so mu 2011, mislim, da ne, malo kasneje, 2013 sesuli možnost, da bi sestavil vlado med drugim tudi s tem poročilom. Ne.
Na ugotovitve KPK-ja, da je imel za 2,4 milijona evrov neznanega izvora. Takrat je pojasnjeval, da je to denar, za katerega sina pokliče naj vrne očiju. Ne? No in na ESČP v Štrasbur, na sodišče za človekove pravice, je vložil pritožbo, ki je v grobem šla nekako tako. Sklep KPK-ja je povzročil politično krizo, zaradi te politične krize pa je imel tudi on osebno škodo in bolečine in tako naprej. Ne? Še podrobneje, ne, on se je pritožil na sodišče, na sklep KPK-ja, sodišče mu je najprej ugodilo, zato je KPK Tako. še enkrat izvedel postopek, še enkrat ugotovil isto. Janković je znova šel na sodišče, Tako. tokrat mu sodišče ni ugodilo, zato je šel pač na višjo inštanco, torej do konca, ne, na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je v Evropi dejansko zadnja možna instanca. No in ne. ta zadnja možna instanca je pritožbo zavrnila. Dve pomembni spoznanji. Ta zavrnitev nosi sporočilo številka 1. Ne? Torej, ni organ, v tem primeru KPK, ki ugotovi neko kršitev, povzročil politične krize in osebne škode, ne? Ampak si osebno škodo in posledično politično krizo povzroči tisti, ki neko kršitev zagreši. Ne? To je tako dosti zdravorazumska zadeva. In drugo, kaj se zgodi, ne? To se mi zdi tudi vredno sporočilo v teh dneh, ko manipulacije slovenskih politikov / politikantov s pomočjo naklonjenega dela medijev trčijo ob neke resne standarde, na katere pa se mi zdi, ne, to pa, da smo kar pošteno pozabili, da sploh še obstajajo tam nekje na smetišču neke zgodovine spodobnosti, da se vrnem, ne, na spodobnost in na prerod. Pomembno pa se mi to zdi še zlasti v kontekstu Golobove aktualne vojne proti KPK-ju, medijem in posameznim novinarjem, ki pač opozarjamo redno na njegove odprte postopke in težave z integriteto. Ja, in tukaj se pokaže še en vidik, ne, ki se bo potem še v naslednji podtemi razvijal naprej. Ne. In sicer, ko grejo na tisti preganjani strani, recimo pravosodja, iz ene strani na Evropsko sodišče za človekove pravice, ne, običajno zmagajo ali pa pogosto zmagajo, pogosto jim sodišče pritrdi, res da je to, ne, dolga leta potem, ko so dejansko v Sloveniji bili mrcvarjeni in obsojeni, ne, pa vendar, ne, ko gre pa recimo v tem primeru Zoran Janković, ne, komu enkrat slovenska sodišča niso bila naklonjena, ne, pa potem dobi klofuto in zdaj, ne, Evropsko sodišče vendarle je nekoliko višji standard sojenja kot pri nas, ne, kjer pravzaprav se zdi, kot da nad Zoranom Jankovićem dežnik varnosti pred obsodbami drži sodnik, ki se bo pa moral posloviti. Ne. Ja, sreča, kot da se obrača ta pravosodna za Zorana Jankovića, o čem govorimo. Miodrag Đorđević, tudi sam se je danes pred mediji poimenoval kot predsednik Miki, očitno mu je všeč vzdevek, ki mu ga je sicer nadela stranka SDS Janeza Janše, je star 70 let, letos jih bo dopolnil in s tem mu tudi preneha, ne, po obstoječi zakonodaji ta sodniška funkcija, po domače povedano, človek, ki je veljal na Vrhovnem sodišču za tistega, ki skrbi off the record, da se Zoranu Jankoviću nikoli nič hudega ne zgodi v sodnih sobanah, ne, se zdaj poslavlja manevrov, da bi ga ohranili na položaju. Je bilo nekaj, pred dnevi najprej v Državnem zboru Lena Grgurevič, ne, najnaredna junakinja, skrajno krilo Gibanja Svobode, je vložila v postopek dopolnilo, po katerem ne bi bil več kriterij 70 let, pač pa iztek mandata. To bi mu še kar nekaj podaljšalo obstoj na vrhu Vrhovnega sodišča. Ni bil izglasovan, ne, očitno tokrat vendarle koalicija pokazala nekaj polomljene hrbtenice. Drugi poskus pa je potem izvedel kar predsednik Miki sam, ko je pritisnil na sodni svet z idejo, da bi dvignili lestvico iz 70 na 75 let, pa tudi sodni svet, kakšna smola, ni bil za. Pravijo, da mora 31. decembra v pokoj, še dobro, da bo 13 dni prej dobil božičnico. Ja, ne, ampak zdaj Miki, ne, ob tem zelo besno, z solzami v očeh skoraj da, ne, tik na tem, da padajo ven iz veke, ne, pa govori o tem, da to, da zanj posebej niso spremenili zakona, da bi lahko dlje časa bil predsednik Vrhovnega sodišča, pomeni hudo diskriminacijo. Peter, solza od smeha ali žalosti je v tej državi toliko, da se mi je ta teden od vsega hudega vnelo oko.
Sicer pa, ne, ko sva pri teh bitkah Goloba in ožjega kroga z mediji, s KPK-jem, z vsem, ki niso popolnoma na liniji, ne moreva mimo Tarče, ne. Če samo govorim seveda o oddaji Tarča, četrtkovi tradicionalni pogovorni oddaji na TV Slovenija, če samo časovno pogledava, kako so se stvari zgostile, 2 zaporedni kritični oddaji, zelo kritični, ne samo do vlade, tudi prav do Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, in potem najprej odpoved oddaje zaradi okrogle obletnice simfonikov, potem je sledil odmevni izgon iz pisarne odvetnika predsednika vlade, potem so bili cel teden krizni sestanki do četrtkove oddaje na RTV, kjer je za zdaj napovedano, da naj bi bil zamenjan urednik Tarče, da naj bi opomin pred odpovedjo dobila novinarka, ki jo je Zdolšek poslal skozi vrata, ne, in zdaj še Tarča, ki jo vodi, ki jo je sinoči vodil Igor Ebergant namesto Erike Žnidaršič, menda, ne, je zbolela 3. ali 4. v 7 letih, kolikor sem uspel pogledati malo po medijskem arhivu. Ja, nazadnje, ko je Erika zbolela, je bilo, mislim, da pred kakšnim letom, ko so na vsak način na RTV-ju zahtevali, da se izvede Tarča na temo Gaze. Ne, Erika je menda, oziroma ekipa, no, ne vem, če bi prav ona osebno, ampak kakorkoli ekipa je ocenila, da pač je to nesmiselna tema za Tarčo in tega niso želeli izvesti. In potem je pač Erika zbolela in je oddajo vodil Igor Ebergant, ne, ta isti, ki vodi tudi včerajšnjo oddajo, ne, Tarče, in tudi takrat se je govorilo, da je pravzaprav ta bolezen predvsem namišljena zato, da pač so nekako upravičili menjavo Erike za Igorja. Ne? Ja, pravijo, da bo Igor vodil izjemoma, so sporočili iz RTV-ja, pa vendar, problem je v teh sporočilih. Sporočila niso prava, preveč naključi v roku 3-4 tednov, takšnih in drugačnih. Lahko bi celo rekel, glede na epizodo oziroma anekdoto, ki si jo opisal, da Igor očitno skrbi za tiste oddaje, ki se malo vrnejo na linijo, oziroma v navezavi na prejšnjo temo, za sodišče kliči Mikija, za Tarčo kliči Igorja. Ne, tako nekako. Ja, vendar pa treba priznati, da zdaj izbor teme, izbor gostov pustimo, ne, ampak vendarle uvodni prispevek sankcioniranje. No, sej, če bo že opomin dobila, potem lahko tvega še naprej. Ne, ob tem, da ja, se mi zdi ironično, ne, da novinar, ki opravlja svoje delo, ki korektno in pogumno opravlja svoje delo, za nagrado na nacionalni televiziji dobi opomin pred odpovedjo. No, to pa mislim, da je... Ne, zdaj samo še čakam, da bo drugi novinar ta iste televizije, ne, dobil napredovanje zato, ker ni postavil vprašanj odvetniku predsednika vlade, ampak zgolj posnel njegovo verzijo dogajanja pred KPK, ki ga seveda še vedno dejansko v praksi pa ne moremo vedeti, ker niti Golob, niti KPK ne delita z javnostjo osnutka, ne, KPK, ker pač zaradi narave postopka tega še ne sme, Zdolšek pa, oziroma Golob in Zdolšek pa zgolj zato, ker pač interpretirata javnosti svojo verzijo, hkrati pa ne dopuščata, da bi si javnost pač prebrala, kaj v osnutku dejansko piše. Ne? Bom še dodal k tvojemu izvajanju, ko jo je čez vrata poslal odvetnik Zdolšek, sem to označil za škandal, ne? Ker ta novinarka Vanja Gligorovič ni njegova. Ne? To, kar so ji naredili, oziroma jo očitno nameravajo s tem opominom pred odpovedjo, pa je huje od dejanja Stojana Zdolška. Zakaj? Ker je njihova novinarka, ne? Iz te iste medijske hiše. Tako da mislim, da če je Zdolšek zakuhal škandal prve stopnje, je to še nekaj stopenj višje. Mislim, da so takšna sporočila katastrofa. Ampak takšna sporočila so pravzaprav del, lahko bi rekel, predvolilne strategije Gibanja Svoboda, ne, ki bi jo jaz opisal nekako, imamo korenček in palico, ne, oziroma kanon in bombonjero, oziroma kar candy shop, ne, niti bombonjera ne zadošča več, ne, torej slaščičarna, ne, oziroma prodajalna bombonov, kakorkoli. Ne, če so ti topovi, ne, recimo napadi na novinarje oziroma izgon novinarjev iz pisarne, grožnje z izgubo dela, z odpovedjo oddaje ali menjavo pač vodstvo oddaje in tako dalje, ne, smo ta teden lahko spremljali dobesedno pač serijo
lahko rečemo, ukrepov. O božičnici smo govorili sicer nekaj že prejšnji teden, zdaj ta teden smo ji dodali še Darsovo božičnico, pri čemer je vlada včeraj dokončno sprejela sklep, čeprav zakon še ni napisan in bodo pogajanja o tem bojda na ekonomsko-socialnem svetu še obstajala, se zgodila, čeprav ni več jasno, o čem bi se pogajali. Če Golob reče 18. novembra morajo delodajalci izplačati 639 € božičnice. Kaj se na tej točki še lahko pogaja, pa meni ni jasno. Ampak morda poglejva soočenje med vodjo delodajalske strani v ekonomsko-socialnem svetu in ministrom Luko Mescem. Predlog zakona bo bo zdaj sledil izhodiščem, ker mi smo želeli se pogajati o izhodiščih, da bi ugotovili, kje najdemo skupen jezik. Delodajalska stran je pogajanje zavrnila, tako da bomo pripravili zakon po izhodiščih. Zdaj, kar se obveznosti tiče, se obveznost tudi ni nujno brezkompromisna. Seveda, nihče ne bo silil podjetja, ki nimajo denarja za izplačilo božičnice, zato da bi božičnico izplačali. Namen tega je, da zaposleni dobijo zimski regres, nagrado, ne pa da zgubljajo službe. Glejte, če bi mi v pogovoru na petkovim seji ekonomsko-socialnega sveta čutili to pripravljenost, da so nekateri elementi še vedno odprti, bi se pogajali še naprej. Mi bi predvsem želeli to neobveznost in pa to, da božičnice v letošnjem letu praktično ni možno več izplačati. Ponavljam, kar sem na začetku povedal, vlada bo svoj predlog pripravila po izhodiščih. Tako kot smo pripravili izhodišča, se pravi polovica minimalne plače, obvezna in letos, to bo predlog zakona. Ja, se je to nekako pričakovano, se pravi od vsega začetka, zato smo se mi spraševali sploh, ali je smiselno to točko uvrščati na dnevni red ekonomsko-socialnega sveta, ker to je bilo že v štartu oziroma v parlamentu, ko so bila poslanska vprašanja postavljeno kot fakt. In od tega se nažalost na seji ekonomsko-socialnega sveta nismo premaknili. Luka Mesec mi sicer ne deluje kot nekdo že po stasu, ki bi se pretirano prešvical, če hočeš, prepotil od fizičnega dela, ampak za voznika buldožerja na gradbišču bi bil pa vrhunski, ker to je točno buldožer, kar smo videli v tem studiu. Torej, hkrati govori o nekih proforma pogajanjih, se to je lepo gospod Gorenšček osvetlil, potem pa podpredsednik vlade na včerajšnji seji vlade govori o 27. oktobru kot skrajnem datumu za ta socialni dialog, ki se ga kao grejo. Mislim, tukaj se vidi, kako si vlada predstavlja socialni dialog. Tako, torej, mi zdiktiramo točno vse do zadnjega detajla, kaj se bo zgodilo. In to potem, točno do tega datuma. Do tega datuma, do evra, do uno, vse detajle. In to, pazi, letos, in to govorimo v drugi polovici oktobra, se pogovarjamo, da morajo podjetja nekaj, kar sploh še, za kar zakon sploh še ni napisan, izplačati 18. decembra. 18. decembra. Torej, ko vemo, mislim, to je prav ironično, kako ta vlada funkcionira iz danes na jutri, oziroma Robert Golob, ko se zbudi in mu nekaj kapne na glavo. Jaz ne vem, kako imam vodo podjetje, ker podjetja načeloma več let naprej planirajo prihodke in odhodke, zagotovo pa za eno leto naprej, ko se dela letni plan, in pač, če se ti pojavi nek dodatek, ki ga moraš vsem zaposlenim izplačati, je to pač nekaj, kar moraš potem upoštevati in v cenah svojih storitev oziroma izdelkov, v načrtih finančnih in tako dalje, da ne govorimo o javnem sektorju, kjer se že kaže, kakšni problemi bodo in na občinah, ki so recimo dolžne izplačevati občinske uprave, šole, bolnišnice, ki bodo kar nenadoma morali izplačati lahko celo več milijonov, govorimo o ljubljanskem UKC-ju in tako dalje. In to je pač enostavno za njih, za Luko Mesca in ekipo, z Robertom Golobom na čelu. To pač, ja, sej država je v dobri kondiciji, kar ni, ampak v redu, naj izplačajo, kot da imajo podjetja kar tako milijone na TRR-jih, da jih pač lahko izplačajo na ukaz vlade. Predvsem gre za eno ustvarjanje vtisa o neki javni razpravi, o nekem socialnem dialogu in najhujše, kar bi lahko v bistvu delodajalci naredili, je to, da bi ostali kakšno minuto dlje v tej pisarni, zato so tudi ostali in zapustili ta pogajanja, ker potem, to smo že videli kar nekajkrat v tem mandatu, se vlada pretvarjajo, pa vse smo pripeljali dialog do konca, pa so bili tih.
Ne? To smo že parkrat slišali. In še nekaj bi rekel, končna verzija tega, kar je pa iz vladne seje priletelo, ne, je pa hujša od tega, kar se nam je že itak zdelo v preteklih tednih in epizodah hudo. Ne. Zdaj tudi podjetja, ki so tik pred propadom, oziroma kot se lepo reče v likvidnostnih težavah, to morajo izplačati, sicer ne 639, ampak 160 evrov, in z zamikom, pa ne vem kakšnim, ampak nekaj mesecev. Ja, takšnim zamikom, da je to zagotovo izplačano še pred volitvami. Pa to je bistveno. Ne? Še pred volitvami bo pa tudi en referendum, najmanj eden. No, še pred volitvami bodo tudi nikomor več ne bo treba kupiti vinjete. Ne? Kajti večina ljudi vinjeto kupuje nekje v začetku leta, ne, med januarjem in februarjem, ne, ko se izteče, ne, ko smo imeli pač letne vinjete, ne, se je iztekla veljavnost vinjete 31. januarja, ne, in nekako v tem času je januarja, februarja večina ljudi kupuje vinjete, ne, in tisti, ki bodo imeli veljavno vinjeto 1.12. Se jim bo veljavnost podaljšala za 4 mesece. Se pravi, trajala bo 16 mesecev. Ravno toliko časa, da bo zagotovo čez volitve. Tako, glej, jaz seveda, kdo ne bi rekel, vključno z nama, super, krasno, 4 mesece kasneje bomo šli po vinjeto, odložili ta strošek in tako naprej. Sploh ob dejstvu, da so bile avtoceste letos v totalnem kolapsu, se celo strinjam, da je razlaga, zakaj upravičena. Zakaj samo letos? Zakaj samo letos, ker roko na srce ta dela, po letni sezoni ne moreš nikamor iz enega konca države na drugo, so vsako leto, zastoji so vsako leto, ne? Se pravi, bi nam tudi to lahko dali vsako leto, ne samo takrat, ko so čez 5 mesecev volitve. In da jaz dam spet disclaimerček, tudi tiste na koncu covidne epizode, tiste Bluetooth slušalke, če poenostavim, so mi šle na živce, ker so bile predvidljiv bombonček, no tole je 20-milijonska bombonjera in jaz sem prepričan, da zato, ker božičnica ni prijela, ker je pač graf, ki je vključil to razpravo dvotedensko v božičnici, pokazal, da je Svoboda, ki gre skozi gor pa dol, šla ravno po božičnici dol. No, pri čemer bi še to dodal, da res, da je bilo letos več del kot običajno, ampak mislim, da je ta Darsova božičnica pravzaprav ravno z tega vidika dvodelna. Za državljane 4 mesece vinjete, to je tam približno 40 evrov vredno, na posameznega uporabnika avtoceste. Za izbrance so pa to milijoni, ki se pretakajo ravno prek teh razpisov in projektov in predvsem prek aneksov, ki se tem razpisom dodajajo. In vemo, da je gospod Ribič je pravzaprav znan po aneksih, praktično ni projekta, kjer on ne bi podpisoval aneksov, pa ne gre za predor Karavanke ali pa za zgradbo, poslovno stavbo Darsa. Tako na hitro, ker o tem nameravam čez nekaj dni pisati na zanima.me en bolj obširen, poglobljen članek. Kolikor mi je znano, se je število zaposlenih, recimo greva na stroške na Darsu, ker pač ta vinjeta, ki bo zdaj 4 mesece daljša, je 20-milijonski strošek Darsa, stroški itak cvetijo. Okrog 40 novih rednih zaposlitev, odkar je predsednik uprave, in po mojih informacijah, ne bom šel v detajle, ker je za video malo dolgočasno in malo predolgo, po mojih informacijah za poslovno leto 23, ko so imeli konec leta že Davida Skorenška, pač govorimo o Svobodi, na položaju, 24 in 25, to pa je Ribič, že tretje poslovno leto frizirajo bilance, obstaja en trik, ki je malo prezapleten za razlago, 20 do 25 milijonov evrov na leto prikažejo po zelo zanesljivih podatkih previsokega dobička, se pravi v tem 3-letnem obdobju jim je šlo približno 70 milijonov evrov slabše, kot so pripravljeni javno priznati, zaradi vinjete jim bo šlo zaradi te bombonjere še 20 milijonov, torej samo na Darsu 100 milijonov evrov. In ko sem omenil več zaposlitev, tudi višje plače, ker so odstopili od nekih dolgoletnih standardov po rangu, imajo tudi višji budžet v predvolilnem letu, kako pak za oglaševanje v medijih, namesto 150-500 tisoč evrov, ampak kot boš videl predsednika vlade, se mu tole z vinjeto, pa če še tako slabo v resnici posluje Dars, zdi nekaj tacga kot odstop Janija Prednika, edina logična stvar. Meni se zdi to logičen ukrep, samo zato, ker se dogaja v času, ko se dogaja tudi investicije, ki so v resnici
če hočete, nič kaj posebej popularne za volitve, je pravilno, da istočasno izpeljemo tudi ukrep, ki se mu reče podaljšanje vinjet. Popolnoma logično. Za začetek kratek povzetek letošnjega poletja na slovenskih avtocestah v sliki in besedi. Žalost, užasno. Če bi šel s herojem, bi prišel prej. Danes, 15. oktobra, pa neke vrste nagrada za potrpežljivost. Za vsa vozila lažja od 3,5 tone bo vsaka letna vinjeta, ki bo veljavna 1. decembra, namesto 12 veljala kar 16 mesecev. In tu mislim, da kažemo kot ministrstvo, kot vlada, korekten odnos do vseh tistih nas uporabnikov, ki uporabljamo vsak dan avtoceste, da se zavedamo, da so te investicije res rekordne in da je potrebno potrpljenje in hkrati tudi gremo nasproti vsem tistim, ki te avtoceste tudi uporabljamo. Kaj pa upravljalec slovenskih avtocest, družba Dars, čeprav vladna odločitev za njihove bilance pomeni nekaj več kot 20 milijonov izpada iz naslova cestninjenja in pa 70 milijonov likvidnostnega premika. Mislim, da tle ne bo večjih problemov. Dars je stabilna družba in tukaj ne vidim večjih problemov. Ja, ni panike. Dars je stabilna družba, 20 do 25 milijonov dobička smo pofrizirali in ravno to, kar smo itak se zlagali, nam bo zdaj pač vinjeta odnesla. Nikjer se ne bo videl v bilancah, ne? Ampak da pokomentiram še Arčona, ne samo kot podpredsednik vlade, ne, tudi kot minister za zamejce je to njegova gesta slovenskim voznikom, pravi, pokazali smo kot ministrstvo, ne, zanimivo. Predsedniku vlade pa se je tudi v tisti izjavi kar zareklo, ko je rekel, zastoji ne nosijo točk na volitvah, pa je zato nujno hkrati izpeljati še ta ukrep, da so vinjete 4 mesece daljše. Prej si govoril o motivih, ja, je to kao opravičilo, ker zaradi gužve težje uporabljamo v polnosti avtocestni obroč. To drži, ampak Rok Ravnikar, zdravnik, ne, jih je ujel v neverjetno zanko in rekel, da bi morali zaradi povečanja čakalnih vrst v slovenskem zdravstvu po isti logiki spustiti obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje za tam nekje med 10 in 20%, kolikor so te vrste še narasle. Jaz pa dodajam, da čakam enako logiko še pri prispevku za dolgotrajno oskrbo, kjer se od julija pobira, stvar pa še vedno ne dela. Ja, in če smo že pri teh ukrepih, ne, sem opazil še en zanimiv vzorc, ne, ki se nanaša, ne, in sicer istočasno, ne, ko govorimo o teh božičnicah in podaljšanju vinjet in še čem, ne, mimo grede, vlada je spet najavila, da bojo tudi planico zdaj povečala, tako spet nek tak, mislim, lep ukrep, ampak ne, ravno zdaj pred volitvami, zanimivo, ne. Ko govorimo o teh ukrepih, je SDS istočasno vložila predlog za zmanjšanje razbremenitve plač, ne, pravzaprav isto reformo, ki jo je vlada, nekoliko posodobljeno, isto reformo, ki jo je vlada že razveljavila na začetku mandata, ne, in seveda bila zavrnjena, pričakovano, ne. Kakšna je logika? Ne? Logika je, da Golobova vlada strašno rada jemlje ljudem in potem na videz nekaj nazaj vrne. Torej, z dohodnino oziroma z odpravo dohodninske reforme so pobrali ljudem, ne, od 1000 do 5000 evrov, odvisno zdaj, o kom govorimo, ne, in drugimi davki, potem pa nekaj malega vrne, ampak i to izvede na način, češ, lejte, mi smo vam dali božičnico, pri čemer spet so, kot je opozoril včerajšnji Tarči, torej šef delodajalcev Marjan Trobiš, ne, lepo je dajati iz žepa nekoga drugega, ne, in hkrati pa in gre za ukrepe, ki so izrazito recimo enkratni, ne, torej vinjeta samo enkrat, samo zdaj pred volitvami, da ne bomo vinjet kupovali pred volitvami, ne, potem pa nikoli več, ne, božičnica, da bomo videli, da bo zdržala, ne, ampak skratka, trajni ukrepi, ne, niso nekaj, kar bi jih zanimalo, enkratni ukrepi, torej, in pa ukrepi, kjer oni delijo, ne, kjer bi oni manj pobrali. Spet so šle kamere glavnih televizij kot pri božičnici med ljudi vprašati, kaj si mislijo o tej 4 mesece daljši vinjeti, ne, in sej, kaj pač jo, ne, tudi če bi mene vprašali, ja, super, zelo hiter je ena gospa rekla, kdo bo to sicer plačal, mi ni jasno, gospa pač vi, mi, vsi skupaj, ja, ne, tako, okej. Drugi komentar mi je bil pa še bolj luciden, ne, je pa druga gospa rekla v smislu lepo,
Ampak hudič je v tem, da 4 mesece kasneje bom ravno tako kupovala enako drago vinjeto, pa tudi naslednje poletje, ko mi poteče, bo spet gužva, pa mi je navno benda opol še enkrat. Ne? Seveda ne. Se pa mudi v državi z referendumom. Ne? Ja. Zdaj, Aleš Primc in ekipa so zbrali razpise za referendum o eutanaziji in ta naj bi bil že tako najverjetneje 23. novembra. Čim prej, da ne zareže v volilna razmerja preveč. Čim prej, da ne zareže v volilno kampanjo in čim prej, da je čim manj časa, ko bi se o tej temi lahko pogovarjali, ker trenutno na osnovi tistega posvetovalnega referenduma v zvezi oziroma povezavi z evropskimi volitvami računajo, da je sentiment javnosti še nekako naklonjen eutanaziji. Če bi se v njej začeli bolj resno pogovarjati, kaj dejansko to pomeni, ne, potem bi pa lahko to bil problem za Golobovo vlado in njihov zakon. Resna tema, zelo pomembno družbeno vprašanje, se strinjam s tabo, pa zakaj se vmes smejima, ne? Ker sem se spomnil Maksa Tajnikarja, kako očita tej vladi, konkretno koalicijskemu partnerju Levica, da so ubili finančnega ministra za 100 milijonov, ki naj bi bili namenjeni za stanovanja, ki jih sicer tudi ni. Ne? Ja. Bi lahko zdaj ponovim eutanazirali. Res je. Morda bi jih Klemen Boštjančič celo sam res prosil, naj to storijo. Glede na vse. Še ena ironija, preden greva, da ne bi zdaj odstrelili medvedov, se je pojavila tudi ideja, da bi jih reševali s kontracepcijo. Tam je pa tudi ta teden, ker kako bi rekel, ne bom rekel polepšala dan, ker ga ni, ampak mi je pa prikradla ironičen nasmeh na obraz. Ja. Ob takih prebliskih bi nadaljeval ta podcast s tistim, ti Peter, vreme se je pa kar naredilo. Ne? Ja, se pa oblaki gostijo nad nekaterimi direktorji elektroenergetskih podjetij. Ne? Ja, res je. Posebej zelo tesnim sodelavcem oziroma celo osebnim prijateljem poročno priča, sicer pri tisti poroki, ki ni več veljavna, oziroma razveljavljena. Dejan Paravan se seli iz Genija. Celo iz Gen energije, ki bdi nad Genijem. Celo insiderji slovenske energetike, s katerimi sem govoril malo o pripravi pred to najno epizodo, so bili ob novici, ki so jo prebrali na spletu, zaprepadeni. Zakaj? Ker je Dejan Paravan oseba, ki je zadnjih 20 plus let veljala za enega glavnih operativcev Roberta Goloba. 2 sta bila, eden je bil Koprivnikar, drugi je Paravan, ki se ima Golob lahko zahvali za to, da ga je Klakočar Zupančičeva kasneje oklicala za vrhunskega menedžerja. On je dejansko gledal bilanco, 2 pa sta delala dobiček. Eden od njih Paravan, ob tem pa je bil tudi Golobov osebni in poslovni zaupnik v tistem najožjem krogu. Zato presenečenje, ne? Po nekaterih informacijah, dobil sem različne zgodbe, spor v poslovodstvu med Paravanom in Nado Drobne Popovič, ki je med drugim tudi, kako zanimivo, teta Tine Gaber, soproge predsednika vlade, in mislim, da je kar povedno, kdo v tem dvojcu, na eni strani prijatelj Roberta Goloba in na drugi strani teta Tine Gaber, se je na koncu prvi umaknil. Ne? To ti kaj pove tudi o odnosu Robert-Tina. Po drugih informacijah bi lahko šlo za strateški umik 5 mesecev pred morebitno menjavo oblasti, pri čemer moji viri o tem malo dvomijo, ker je Paravan res tako tesno lojalen Golobu, da mu na ta način verjetno 5 mesecev pred volitvami ne bi sam izkazal nezaupanja, v smislu mislim, da boš izgubil, pa zato bežim. Ne? In tretja varianta, kjer naj bi šlo za spor med poslovodstvom v celoti in SDH-jem Žige Debeljaka, to je zgodba objavljena na necenzurirano, tako da previdno, ker je to v bistvu razlaga kabineta predsednika vlade, kaj se je zgodilo. Zanimivo pa je, da je tudi Nada Drobne Popovič, ki je bilo potem po odhodu oziroma napovedi odhoda Paravana prepuščeno, da zagrabi to pozicijo, rekla, da tega ne želi. Zanimivi premiki. Zdaj, se kdo umika z krova, kot podgane bežijo z toneče ladje, čeprav se zdi, da morda marsikdo še ne ve, da ta ladja tone, ali v zadju kaj drugega, pa težko reči. Še ena stvar, ki mi pride na misel, slišati je, da ukolikor bo vlada po marcu 2026 saj malenkost drugače ustrojena, kot je zdaj, potem bo ena od prvih stvari po imenovanju novega sklica državnega zbora preiskava poslov GEN-I
do katere v tem mandatu ni šlo. Nismo prišli, oziroma smo dobili preiskovalno komisijo, ki pa ni ničesar preiskala. Ker vemo, da je paravan v naravi tudi stena, ki prikriva prava dejstva oziroma pravo sliko, lahko rečemo, da je Dejan dejansko služil tudi temu namenu, pa ga po novem na tej funkciji ne bo več. Ja, odvisno, kdo ga bo zasedel, ampak ostaja nama še vojaško področje, če tako rečem, dve stvari. NATO se je zgodil sredi Ljubljane. NATO-va parlamentarna skupščina v Ljubljani, torej parlamentarci iz vseh NATO-vih držav so gostovali na gospodarskem razstavišču. V eni od teh problematičnih držav, kjer si podobno kot Španci malo zmišljujejo, zakaj vse bi dali zdaj po novem 5% BDP. Seveda, zdaj Golob je danes spet govoril o 3%, oziroma ta teden, ne danes. Ampak zanimivo, kar mi je padlo v oči, je pa to, da Mark Rutte, torej generalni sekretar zavezništva, je nekako Goloba v tem njegovem duhu podprl, češ pohvalil, da je naše vlaganje v obrambo dobro. Zdaj sprašujem se, a je to... Kredibilno je rekel. Deloval je tudi Rutte kot srečen človek ob Golobu, morda se je te sreče nalezel od našega predsednika vlade. Jaz se sprašujem pravzaprav tukaj o 3 možnostih, glede Rutteja, ali je Goloba pošolal za vrati, pa potem postavil fasado, češ, da, ker vendarle je Golobova vlada dvignila izdatke za obrambo, da je ni želel pač aktivno rušiti na domačem terenu, kjer gostuje. Ali je nasedel, ali pa mu po domače rečeno dol visi, kaj Slovenija dejansko počne s svojimi obrambnimi izdatki. In to, da mu vsaj malo res dol visi, v enem delu je pokazal tudi recimo lapsus, ko je sredi Ljubljane, glavnega mesta Republike Slovenije, vodji slovenske delegacije na tem zborovanju, mislim, da je Janez Žakelj iz NSI-ja, ga je nagovoril gospod Žakelj from Slovakia. S tem se mi zdi, da v bistvu ni pokazal nespoštovanja državi gostiteljici Slovenije, ampak je v bistvu sam zelo nespoštljiv do institucije, ki jo vodi, torej do NATO. Mislim, da kje ravno kar stoji in kje bo nekaj, ne vem koliko noči je tu prespal, bi pa že lahko nekdo, ki vodi tako ogromno stvar, kot je NATO vedel. Ja, koliko je tukaj res lapsus, koliko je to res brezbrižnost. Drugo vprašanje, skakor pa ni lapsus končanje, oziroma recimo temu zaključek vojne v Gazi, pa vsaj neka umestna faza. Zdaj ni še posem jasno, kakšna bo realnost, pa vendar Trump je uspel s svojim predlogom miru izsiliti po svoje, tako med Izraelom kot med Hamasom, da so sklenili premirje. Talci so se ta teden vrnili domov, vseh 20, ki so bili še živi, je prišlo domov in to so bili prizori sreče po 2 letih ujetništva. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. Stoječe ovacije, odlikovanje z najvišjim državnim redom. S premierjem Netanjahujem sta se izmenično zahvaljevala za zasluge. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Čas pa bo zahtevala tudi druga faza Trumpovega mirovnega načrta, ki predvideva razorožitev Hamasa, je ob odhodu iz Sharm el-Sheikha posvaril francoski predsednik. Il y aura, nous le savons, dans les semaines, les mois qui viennent, des attaques terroristes, des déstabilisations, des moments qui seront très durs, parce que on ne démantèle pas un groupe terroriste avec des milliers de combattants, des tunnels, des armements de cette nature du jour au lendemain. Tale spektakel in tole medsebojno dobrikanje, trepljanje in hvalisanje Trumpa in Netanjahuja v izraelskem parlamentu mi je bilo neokusno. Ne govorimo o, proslavi konca svetovnega prvenstva v nogometu, o koncu vojne, kjer je Izrael ravnal nesorazmerno. Zabava pa me zraven, da je Trump ob robu tega dogajanja tudi razočaran, ker ni dobil Nobelove nagrade za mir. In tukaj je ta pomislek, ki ga je v bistvu Macron dal na koncu tega klipa, ki smo ga pogledali. Globalno seveda dobra novica, da ne bo nesporazuma.
Lokalno pa veliko vprašanje, kako bo s to drugo fazo, torej razorožitev Hamasa pod ena, pod dve, da se bo Hamas dejansko odrekel želji po političnem vplivu, posledično kaj bo z Gazo na srednji in dolgi rok, a bo Palestina država, ne bo. Skratka, veliko več vprašanj kot odgovorov, ta dva pa slavita, kot da je... No, zdaj, dejstvo je, da to je velik uspeh in za Izrael, da je dobil talce nazaj, vendarle za Trumpa, da je to dosegel tukaj, mislim, da se lahko strinjam, je pa res, da se mi zdijo in to velja na splošno, praktično v vseh Trumpovih nastopih, pač je to njegov slog, pa čeprav se mi zdi izrazito neokusen, da je vse, kar Trump naredi, največje, najboljše, gromozanskejše, ne vem, kakšno vse. In da pravzaprav se mu cel svet klanja zato, da pač nahrani ta njegov ego. To se mi zdi res neokusno. Po drugi strani je res ena velika pika narejena, je pa res spet, da ni pravzaprav podpiče, bolj rečeno, na 3000 let star konflikt, kot bi temu rekel Donald Trump. Je pa res, da Hamas, mislim, da že nakaže signale, da namerava kršiti dogovor, glede na to, da se ne namerava razorožiti, da ne namerava spustiti oblasti v Gazi iz rok, in te dni že prihajajo posnetki o javnih eksekucijah domnevnih sodelavcev, torej z izraelsko vojsko, na trgih Gaze med ruševinami. In v tem kontekstu se mi zdi, da pač je ta mir s Hamasom zelo krhek. Je pa res, da pogajanja bodo še dolga in nenazadnje tudi Trump je že povedal, in to mislim, da je tudi ena njegovih najmočnejših kart ravno v tem spopadu, da lahko kadarkoli Izrael znova pride na ulice Gaze, če bi tako odločil. Ker drži, to pa moram povedati, da pravzaprav v izraelski politiki so še bistveno bolj jastrebi, kot je Netanjahu, in da je Netanjahu pravzaprav prekinil vojno, je neka sredinska pozicija, nekateri bi jo še nadaljevali vse do britkega konca Hamasa. In te frakcije izraelske politike trenutno niso najbolj zadovoljne. Ja, obstaja manj lepa plat tega konca dobe terorja, kot se je izrazil Trump, o kateri si govoril zdaj, ko smo v poti do Nobelove nagrade za mir, ki mislim, da si jo Trump res iz srca želi in si tudi predstavlja, da jo bo nekega dne dobil, po mojem. Jaz si predstavljam, da pravzaprav seriji vojn, ki jih pa je dejansko zaključil ali pa zelo preprečil, zmanjšal njihovo moč, od Pakistana in Indije, Tajske, Kambodže, Azerbajdžana, Armenije in tako dalje. Mislim, da če bi mu pa uspela še ena, in sicer tista med Rusijo in Ukrajino, oziroma če bi ustavil rusko agresijo na Ukrajino, pravzaprav, ker tukaj niti ne gre za vojno med Rusijo in Ukrajino, je pa potem, mislim, da pa res realen kandidat. Saj konec koncev tudi letošnja nagrajenka je Trumpu posvetila pravzaprav svojo nagrado. In če je ne dobi, bo v svojem stilu verjetno predlagal Američanom, da kdorkoli iz Amerike, ki bo nominiran ali jo bo dobil, naj jo vrne. Hotel sem nadaljevati s tem, da do tja je še en konflikt, vsaj, in to je ta z Ukrajino in Rusijo. Zdaj, če gre spet verjeti grandioznosti Donalda Trumpa, potem sta imela včeraj zelo produktiven pogovor z Vladimirjem Putinom po telefonu, in dogovor je, da se v kratkem v Budimpešti, torej tu blizu na Madžarskem, dobita še osebno, nekako 3 pikice, spet bilda pričakovanje, da se bo tudi tam potem pokadilo in bo rekel, zdaj pa bomo res končali to vojno. No, danes pa ima v Beli hiši Zelenskega, ki mu bo verjetno ta produktiven pogovor prenesel, Zelenski pa menda med tem vendarle bolj realno prihaja s prošnjo za nove rakete Tomahawk. Ki pa bi jih Ukrajina znala dobiti, še zadnja stvar morda. Torej, za pravzaprav končanje te vojne je pravzaprav ključno, da se izvaja pritisk močan na Rusijo in rakete Tomahawk v rokah Ukrajine bi to lahko počele. Tako da mislim, da če Trump najprej Zelenskemu da rakete, oziroma vsaj obljubi možnost raket in potem na ta račun pritisne na Putina, je nekaj možnosti. Tudi Budimpešta, dajmo reči, ni naključno zbrana, ker je Viktor Orban pravzaprav v dobrih odnosih tako z Ameriko kot z Rusijo, kar pa je morda slab znak, pa da izrazito slabih z Ukrajino. Ja, od raket Tomahawk na govorila sva
Hauk, ne, konec epizode, konec redne epizode Tako tedenskega je. safarija, naredimo piko in vas seveda vabiva, ne, da ste z nami kot naročniki in podporniki našega medijskega projekta Zanima.me, tudi jutri zjutraj, ko bo na sporedu naročniška epizoda Safari Special, ki jo bova nekako delovno poimenovala. Gre za obširen, izčrpen komentar ozadja kongresa stranke Vladimirja Prebiliča, prerod. Jaz bi temu rekel drugi poizkus tako imenovanih čistih duš, kaj mislim drugi, po Miru Cerarju. Pa ne? tudi Jastrebov in še koga. Ne? Definitivno. Tako da se gledamo v soboto na epizodi za naročnike, potem pa že spet v torek, ko prihaja Jernej Vrtovec v bonus epizodo tedenskega safarija in seveda spet znova v redni epizodi že v petek. Nasvidenje. Lep pozdrav.